lep pozdrav. Ja, nabiralniška sezona se je že kar pridno začela. Začeli smo sicer z belo omelo, nadaljujemo pa spet z eno posebno rastlino oziroma bomo rekli drevesom ali grmovjem, ki pa je tudi primerno zdaj v tem času, sploh ko nas še vedno pestijo težave z dihali. Predstavljam vam lesko. Najbolj pogosto je poznana po tem, da jo poznate po njenih plodovih in sicer po lešnikih. Leskove mačice pa so malo manj poznane in jih uporabljamo predvsem pri težavah z dihali, torej če imamo gripo in pa če se nas loti kakšna pljučnica. Leskove mačice cvetijo zdajle od februarja pa nekje do aprila. Uporabljamo jih v čaju ali v čajnih mešanicah. Pripravimo jih enostavno kot poparek. Pri težavah z dihali in prehladnimi bolenji je najboljša, če jo mešamo z lipovim cvetjem, vendar seveda v manjših količinah, saj lahko lipovo cvetje vpliva tudi na naše srce. Uporabljamo jih pa tako dolgo, dokler pač težave ne izzvenijo. Kot sem povedala, uporabljamo kot poparek, lahko kar sveže leskove mačice ali pa iz njih pripravimo poparek. Kot obloge iz leskovega lubja, ki je tudi zdaj primeren čas, da se nabira, in pa listov iz leske si pa lahko pripravite tudi razne obloge pri težavah z krčnimi žilami, raznimi razjedami iz žil in pa pri težavah s hemoroidi. Mogoče še ena zanimivost, če imamo težave z drisko, pa če smo nekje v naravi, so leskovi listi zelo hitra pomoč pri težavah z drisko in jo zelo hitro ustavijo. Torej, leska je zdravilna zdaj, leskove mačice, zdaj se nabira tudi leskovo lubje, kasneje lahko nabiramo leskovo listje in pa seveda najbolj poznani so potem njeni plodovi, lešniki, ki imajo zelo veliko vitaminov, mineralov, olij v sebi, vitamina E, vitamina B kompleksa, zelo dobro vplivajo na naš spomin, tako da leska je ena taka zelo zdravilna rastlina. Veselo nabiranje!